Obnova Keltike je uvrščena med prednostne projekte. Kljub temu pa domačine, poznavalce domačega terena, jezi negospodarno in nerazumljivo ravnanje projektantov na določenih odsekih. Izvedba del, ki ni potrebna ali bi bila cenejša, poglabljanje ceste ne glede na to, da je podlaga trdna. Trošenje denarja se koplje 1,30 m, potem se pa nazaj gramos nasipa. Če bi jaz to izvajal, ne bi to projektiral iz pisarne, ampak bi prišel na lice mesta pred 3 leti, bi se pogovoril z domačini. Že sam pristop je bil napačen, samo zgleda, da se iz teh primerov nič ne naučimo. Keltiko obnavljajo na več kot 10 odsekih, kar je pohvalno. Tudi na Slapu ob Idrijci, kjer je Idrijca ob večjih deževjih redno poplavljala. Vendar pa to tudi pomeni, da je na cesti 10 semaforjev, ki med seboj niso usklajeni. Nekateri pa so postavljeni tik pred ovinkom. Semafor na semafor. Katastrofa, no, pa malo bi bilo treba prej objavljen, da bi šli na Gorico okoli. Da je tule pač, to so zastoji neverjetni. Koliko več se zaradi semaforjev vozite? Ja, 3/4 ure, sigurno. Na direkciji odgovarjajo, da medsebojno delovanje semaforjev ni mogoče povsem uskladiti. Zato bodo take zapore predvidoma do maja naslednje leto. Vsem, ki v Posočje potujejo iz osrednje Slovenije, priporočamo, da izberejo smer čez Novo Gorico ali Podbrdo.